Oprostite, gospe. Nikoli se ne bi drznila priti sem, če me ne bi povabili. Posebno še v takem vremenu, toda, ja, okoliščine. Vem, da se vam zdim smešna. Toda, eno uro so mi telefonirali. Rekli so mi, pridite hitro, vašega brata so umorili. In odložili slušalko. Telefonirala sem. Toda vaš telefon je najbrž pokvarjen. Le zakaj me vse tako gledate? Saj je bila šala, ali ne? Odgovorite! Odgovorite! Zakaj je soba mojega brata zaprta? Kako veste, da je to njegova soba? Saj niste bili nikoli tu. Se gledate v ta vrata? Marcel! Marcel! Ne kričite, prosim vas. Marcel je mrtev. Z nožem v hrbtu. Dovolite, da vam postavim nekaj vprašanj. Pustite me, prosim vas. Ste prepoznali glas, ki vam je telefoniral? Ne, samo nekaj besed je rekel. Je bil moški glas? Ne, ženski. Niti malo ne verjamem temu, kaj pravite. Le zakaj bi si vse skupaj izmislila? Da bi imeli izgovor, da pridete danes zjutraj sem, oziroma bolje, da se vrnete sem. Kajti, bili ste že tu, ali ne? Nikoli. Zakaj potem psi niso lajali? Kaj pa jaz vem? Zakaj so vrata zaprta? Da bi preprečili, da bi se kdorkoli česa dotaknil. Videt hoče Marcela. Dajte mi ključ. Da bi odstranili, kar ste pustili za seboj? Dajte mi ključ, če ne odprem vrata. Sami si ga vzemite. Toda ključ ni pravi. Kaj? To ni tisti ključ? Zamenjanje. Ena tu dela potina, nedvomno. Za božjo voljo, pomislite prosim, kaj pravite. Kaj pa ne rečejo? Vse smo se vrteli okoli tega ključa. Vsaka ga je lahko zamenjala. Teta je tudi teta Pirit. Moj brat je mrtev in jaz odločno sumim vas vse. Prav vse. Torej me obtožujete za ta umor? Zakaj pa ne?